Si upate v teh dneh sploh odpreti poštni nabiralnik? Jaz moram priznati, da se temu izogibam. Pa ne, ker bi se bal tožbe kakšne bivše, ampak ker je povsem zabasan z letaki političnih strank. Se v tem kupu posekanih dreves skriva odgovor, koga obkrožiti na volitvah čez 2 tedna? Ne vem, ker jih, kot rečeno, ne jemljem iz nabiralnika. Smo pa poiskali nekaj alternativnih metod, kako poiskati prave kandidate. Recimo, kdo od sedanjih poslancev je najbolj prizadeven? Dajmo pogledati, kdo najbolj vestno hodi v parlament. Najprej poglejmo na graf prisotnosti poslancev na glasovanjih. Prav na vseh je bila prisotna poslanka SDS Mojca Škrinjar z 99% prisotnostjo. Ji sledijo še nekateri drugi poslanci koalicijskih strank, SDS, NSI in Konkretno. Ja, v SDS so nekateri prisotni kar 100%. Tega včasih, ko sem jaz hodil v šolo, ni bilo. Pogosto sem celo sam sedel v razredu, medtem ko so drugi veselo špricali. Zato ne vem, a je pri SDS tako, ker imajo stroga ravnatelja, ali ker so našli nekoga, ki je za 300 evrov vdrl v e-asistenta in jim zbrisal neupravičene ure. Ampak prisotnost ni vse. Dajmo pogledati, kdo od tistih, ki si spet želijo vaš glas, je bil najglasnejši. Tako so bili opozicijski poslanci precej bolj gostobesedni. Največ besed, več kot 550 tisoč, je pričakovano izrekel kontroverzni poslanec Levice Miha Kordiš, sledi mu še ena poslanka Levice ter poslanca SAB in NSI. Miha Kordiš, seveda, kdo pa drug. Ampak, a ste videli to številko? 564 535 besed. Tale scenarij jih ima okrog 3000. Se pravi, kaj bi Miha Kordiš v 4 letih v državnem zboru prebral več kot 180 scenarijev za ta teden z menoj. Neverjetno. Mislim, škoda, da sam ne kandidiram za politika. Jaz imam tudi 100% prisotnost v oddaji ta teden z Juretom Godlerjem. Za lažjo odločitev mnogi raje spremljajo predvolilne ankete, to je podobno kot pri športnih stavah. Preveriš, komu najbolj kaže in staviš na najverjetnejšega zmagovalca. Ampak nekateri so prepričani, da anketarji ne merijo prav, zato so jih Jelinčičevi hoteli kar prepovedati. Dajmo pogledati njihove argumente. So zato dobili določena finančna sredstva, kot je bilo rečeno, ali tako, ali tako. Nimate istih procentov na nobeni v istem tednu. In kdo mi potem lahko zagotovi, da so te ankete verodostojne? Različne ankete kažejo različno, ampak predlog SNS ni padel na plodna tla. Pri nas. So mu pa očitno prisluhnili v Franciji, kjer so pred predsedniškimi volitvami uporabili 2 alternativni metodi. V prodajo so dali volilne nogavice in obiskali jasnovidko. In kaj sta alternativni raziskavi napovedali? On a fait un premier état des lieux, état des ventes, voilà, à 10 jours du scrutin. Donc c'était il y a quelques jours. Le premier pour l'instant c'est Éric Zemmour, qui est autour de 29% de ventes. C'est un petit peu comme un film, quand il y a le suspense et qu'on ne connaît pas la fin. Enfin moi, je gâche un peu le suspense, mais je verrais bien effectivement Macron, Pécresse et Pécresse passer. Žal sta oba zgrešila. Favorita prodajalca nogavic in jasnovidke se nista uvrstila v drugi krog. Kaj je to? Štumfi ne delajo, karte ne delajo, ankete ne delajo. Jebenti, jaz mislim, da moramo zdaj mi tlele na tej točki skupaj pogledati prihodnost. Magnus Novak. Ne, nič. Samo pir po oddaji vidim. Čisto nekaj se mi je slikal, ampak se je zreduciral na pir. Še eno alternativno metodo izbire so pri nas ponudile organizacije, ki se borijo proti alkoholizmu in alkoholu nasploh. Moram reči, da so njihovi rezultati intrigantni. Pa bi stranke podprle popolno prepoved oglaševanja alkoholnih pijač? LMŠ je edina stranka, ki se glede tega vprašanja ni opredelila. Prepoved oglaševanja pa so podprli v strankah SDS, Levica, Gibanje za zdravo družbo, Resnica, Vesna in Naša prihodnost. Prav ste videli, rezultati protialkoholne raziskave so ene zelo čudne in nekompatibilne koalicije. Na eni strani SDS, Levica, Vesna in Resnica, na drugi pa SD, Nova Slovenija, Gibanje Svoboda in Povežimo Slovenijo. Zdaj eni pravijo, da je v vinu resnica, ampak meni se bolj zdi, da so te kombinacije kvečjem rezultat
hudega delirija. Ostanite torej dovolite vsaj približno trezni, mi pa gremo na vzhodno fronto. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.